Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh in danes bi želel narediti en kratek video o našem strahu. Zakaj nas je v življenju strah, kako se tega strahu znebiti. Glejte, v bistvu tukaj govorim o strahu glede naših odločitev, glede naših dejanj, glede nekih stvari, ki se nam dogajajo v življenju, ne. Ravno tako lahko rečemo tudi strah, da ostanemo brez denarja in vsega tega, ne. Ne govorim tukaj o nekem strahu višine, strahu pred psi in tako naprej, okej, to je druga zgodba. Ampak poglejte, dejansko strah, ne bom rekel, kaj dejansko strah je, ne, seveda strah je, kako je znotraj, zunaj ga pa nič ni, ne, strah je rekel, vse v naših pričakovanjih, ne. Prav v angleščini se reče fear je false evidence appearing real. To pomeni, da je samo neke stvari se dogajajo, oziroma mi neke stvari doživljamo, ki se dejansko sploh ne bodo zgodile ali pa se niso zgodile ali pa obstaja velika verjetnost, da se ne bodo zgodile. V bistvu to je vse skupaj brez veze, bom rekel. Gremo mi zdaj konkretno. Poglejte, večina stvari v življenju, ne, zakaj nas je strah, česa nas je strah. Strah nas je enostavno posledic. Ampak kakšnih posledic? Gremo zdaj tukaj majčkeno nazaj v naše otroštvo, ne. V našem otroštvu so naši, seveda, če ste, bom rekel, starejša generacija, ne, so dejansko naši dobro misleči starši nas vzgajali z ljubeznijo. Tako so sami mislili. Ampak dejansko tisto, kar so dejansko delali, pa je, da so nas vzgajali z ljubeznijo na način, da so nas izsiljevali z ljubeznijo. Če si bil priden, če si delal stvari v redu, potem si ljubezen dobil, ne? Če pa tega nisi delal, potem so ti pa odvzeli ljubezen. Okej, nisi pospravil sobe, mama te nima rada, ne? Nisi naredil naloge, mama te nima rada, ne? Ali pa oče, karkoli že je. To pomeni, da tisto, kar je dejansko nas postalo strah, je strah, da ne bomo dobili ljubezni, strah, da ne bomo dobili sprejetja, strah, da ne bomo dobili potrditve. Ker v bistvu ljubezen je enako življenje, ker če nimam ljubezni, otrok, ki nima ljubezni, dejansko je otrok brez življenja in otrok umre. In dejansko strah nas je strah pred smrtjo, strah, da dejansko ne bomo dobili ljubezni. Glejte, v bistvu fenomen, ne? Tukaj moramo gledati na dve stvari. Eno je naše dejanje, eno je pa ljubezen. Ljudje smo bitja z neskončno vrednostjo, pripada nam vse najboljše, pripada nam čudovita ljubezen, ne? Ampak zdaj tukaj moramo razumeti nekaj. Naši starši niso imeli tega znanja, naši starši niso imeli tega razumevanja in so dejansko mešali dejanje in ljubezen. Če nekaj naredim narobe, potem pomeni, da nimam znanja. Nimam razumevanja o tej stvari. Če ne naredim naloge, pomeni, da enostavno, da se ne zavedam, da je to pomembno. Če nekaj naredim narobe, sprejmem napačno odločitev, pa naj bo to v nekem finančnem smislu ali recimo, ne vem, da se otrok odloči za napačno srednjo šolo, napačno fakulteto, ne. Če se boš odločil za to fakulteto, potem moraš to fakulteto narediti. Zakaj že? Kaj pa, če se nekaj vmes zgodi in tako naprej, ne? In če si sprejel napačno odločitev, si jo sprejel, ker nimaš dovolj informacij, ker nisi bil zrel, ker nimaš znanja, ker nimaš razumevanja, ne? In ljubezen bi morala biti tukaj vedno in povsod zato, da te imamo radi, ne? To pomeni, poglejte, v življenju, kako se znebimo strahu, več stvari je, ampak ena stvar je, da smo vedno pripravljeni prevzeti odgovornost. Jaz se bom odločil, da bom sprejel tako odločitev, če gre karkoli narobe, tudi če bodo s tem povezani neki finančni stroški, sem pripravljen sprejeti odgovornost, ne. Ampak še vedno vem, da mi pripada vsa ljubezen. Isto, ko vzgajate otroke, ne. Eno je dejanje, ne, glejte, najprej otroku je treba razložiti, kaj se dela, kako se dela in dejansko razložiti neke posledice, če se to ne bo delalo pravilno.
Če ne boš pospravljal sobe, ker pač soba je treba pospraviti, potem pač so neke vzgojni ukrepi. Ne. Če boš razbil sosedu okno, potem ni zdaj, da si slab fant, da si nesramen, da te je treba, ne vem, pretepsti ali da je treba, da dobi pretepsti, mislim, da je treba, včasih smo jih dobili poriti, to nima nobene veze. Ne. Mama te ima rada, ampak če boš slučajno razbil sosedov okno, potem je treba to okno plačati, je treba prevzeti odgovornost in dejansko to odgovornost izvršiti. In potem to pomeni, da ključ do svobode v življenju je, da vedno in povsod prevzamemo odgovornost. In da razumemo, ok, nisem slab, če pač nekaj naredim narobe, samo nimam znanja, nimam razumevanja, še vedno mi pripada ljubezen. Isto v odnosu do otroka. Vaši otroci niso slabi, pač za tisto, kar ste se dogovorili, za tisto, kar bi morali narediti. Če v šoli dobi slabo oceno, potem so pač tukaj neke posledice. Sedaj lahko se dogovorite, da so posledice v okviru nekih, bom rekel, ne vem, stvari, ki jih dejansko pač bi oni dobili, pa jih ne dobijo. Ne? Ali pa dejansko na dolgi rok, bom rekel, plejte se v življenju, ne? Kaj pa če otrok ne naredi v srednje šole? Jo pač ne naredi, bo pač šel delati. Ampak s tem, da mora on prevzeti to odgovornost, oziroma pač mu poveste, ne, v tem trenutku tudi vi prevzamete odgovornost, ne, ampak če se pokaže, da dejansko res se ne da dogovoriti, ok, se nič hudega ni, če pač gre po osnovni šoli in se izuči za nekega poklica. A razumete? Toliko dejansko te krivde, toliko nekih strahov smo, bom rekel, dobili od naših staršev, kaj bo, če naredimo na neko odločitev narobe. Sej ni nobenega problema. Pač greš na fakulteto, ne narediš fakultete, če hočeš iti na drugo, če ste doma dogovorjeni, da otroka financirate do tega leta, če pač ne naredi fakultete, gre pač v službo in pač poleg tega dela fakulteto. Karkoli v življenju, katerokoli odločitev, bom rekel, sprejmeš, greš lahko nazaj in sprejmeš drugačno odločitev. A razumete? Ne? To pomeni dejanje, ne? In lahko otroku poveste, poglejte, mamica te ima rada, oči te ima rad, ampak tole, kar pa nisi naredil v redu, zato smo pač dogovorjeni, da so neke posledice. Ne? Ker poglejte, če otroka ne naučimo teh stvari, potem so otroci na žalost, rečemo temu, vrženi v kruti svet in jih dejansko potem življenje nauči. Ampak to je škoda. Zakaj bi dejansko, bom rekel, so milenijci, ki spravijo, da so razvajeni, bom razložil še, v čem je zgodba tega, ne? Zakaj bi potem oni na nek način mislili, da jim vse pripada in potem pridejo v neko, bom rekel, realno življenje in tam ugotovijo, da to ni to, da to ne deluje, da pač ne moreš iti, ko začneš službo, da ne moreš iti kar do šefa in udariti po mizi, zdaj mi pa pripada dopust, zdaj mi pa pripada povišica. Ti pripada seveda, ampak so neki določeni pogoji. Ne? A razumete? Ne? Ker otrok, ki se, bom rekel, v trgovini vrže na tla in cepeta in kriči, ne? Zato ker mu mama ne kupi slaščice, ne? Isti otrok se bo pri tem vrgel na tla in bo cepetal v šefovi pisarni. Ali pa bo mislil, da pač lahko gre cepetati v banko s pištolo in bo kar oropal banko ali pa karkoli. A razumete? Dejanje je ena stvar, druga stvar je pa ljubezen. Tisto, kar je nevarnost in kar se dogaja v današnjih časih, pa je, da so starši, ki smo bili vzgojeni z tem občutkom krivde, da so naši starši izsiljevali z, bom rekel, ljubeznijo in niso razumeli, da je nekaj dejanje, nekaj pa ljubezen, ne, se pa zadeva dogaja v obratni smeri. Današnji starši v imenu ljubezni popuščajo svojim otrokom, češ, saj ni toliko pomembno, če je naredil narobe, se bo že naučil, ko se bo naučil, glavno je, da mu damo ljubezen, glavno je, da ga imamo radi. In zaradi tega dejansko dobivamo, bom rekel, nove generacije upornikov, samozadostnih otrok, ki dejansko mislijo, da jim pripada cel svet, da je vse samoumevno in potem so šokirani in dejansko pretreseni, ko jim življenje pokaže, da ta stvar ni taka. Ker ko greš v trgovino, lahko nekaj kupiš samo, če imaš denar. Denar pa imaš, če neke stvari
bom rekel, do tega trenutka pravilno delaš. Če si jih pravilno delal, če si prihranil, če si zaslužil, potem lahko imaš, niso pa stvari samoumevne. In ker starši, bom rekel, v imenu ljubezni puščajo vse zadeve, potem dejansko stvari ne funkcionirajo. To pomeni, naše akcije se odvisno od našega razumevanja življenja, od naših informacij, od naših izkušenj, vsega tega, in zato moramo prevzeti odgovornost. Ko smo pripravljeni prevzeti odgovornost, smo lahko svobodni, lahko delamo, kar hočemo, in dejansko, lahko se jaz odločim karkoli. Odločim se karkoli, ampak če so me moji starši ali pa moj mentor ali pa naučili, da prevzamem odgovornost, zato potem se nimam kaj za pritoževati. Če sem se odločil, da pustim službo, bom doma, bom brez denarja, potem se nimam kaj in komu pritoževati, da dejansko nimam denarja, ker sem sam prevzel to odgovornost. In tudi, bom rekel, osebna rast in delo na sebi, vse te zadeve so, zelo realne in zelo, stvari morajo funkcionirati. Ni kar nekaj, meni pa ne ustreza, nisem prevzel odgovornosti. To pomeni, da dejansko dve stvari sta. Eno je, da prevzamemo odgovornost, ljubezen in dejanja so različna. Dejanja razumemo ali pa ne razumemo, ljubezen mi pa pripada v vsakem primeru. Moja mama me ima vedno rada, moji starši mi vedno dajo ljubezen, ne glede na to, kaj delam. Tisto, kar delam, moram sam urediti, prevzeti odgovornost, plačati moje napake, ampak ljubezen moji starši mi vedno pripada in ta način se čutim svobodne. To pomeni, prvi del je, da sprejmemo to, drugi del pa, če smo že bili vzgojeni skozi, bom rekel, na ta način, če imamo ogromno strahov, ki se nam pojavljajo, moramo pa dejansko sebe reprogramirati. Mogoče je najboljše, da vam nekdo pomaga, da vas reprogramira. In druga stvar je, da se energijsko pozdravimo, ker mi smo polni vseh teh hranic, polni vseh teh stvari. Recimo, jaz sem pred kratkim ugotovil, v moji mladosti sem bil dejansko priden. V osnovni šoli sem imel same petke, srednja šola skoraj petke in tako naprej. Ampak dejansko tisto, kar sem ugotovil pred kratkim, je, da nisem bil toliko priden, ampak sem bil dejansko toliko prestrašen. In da nisem se učil zato, ker sem vedel, da se moram učiti. Moja mama nikoli se ni učila z mano, vedno sem se sam učil, nobenega problema ni bilo. Ampak dejansko ni bilo to zaradi tega, ker sem bil toliko priden, ampak ker sem bil toliko prestrašen. In sedaj dejansko ena stvar je, da razumem dejanja, ljubezen in te stvari, in druga stvar je, da se energijsko regeneriram, da se energijsko pozdravim, spremenim energijo in potem dejansko se lahko znebim strahu in živim svobodno življenje, ker v vsakem trenutku prevzamem odgovornost za svoje dejanja, ampak vem, da me življenje ljubi, vem, da me vesolje ljubi, vem, da me rečete, Bog, energija ljubi, in vem, da me tudi moji starši ljubijo, da me imajo radi, ne glede na to, koliko so znali to ljubezen dajati in jo posredovati naprej. Tako da upam, da vam je ta video pomagal, da vam je odprl mogoče malo drugačno razumevanje. Če ste začutili, da bi dejansko želeli v tej smeri nekaj narediti, vam z veseljem pomagam, se mi oglasite, me kontaktirajte. Tako da želim vam en čudovit dan, želim vam, da delujete iz ljubezni. Zelo pomembno je tudi to, da dejansko se zavedamo, da če smo bili prej v življenju prestrašeni, če smo imeli ogromno neke občutka krivde, pritiskov, in če smo se sedaj samo odločili, da to ne bo več tako, nismo se pa pozdravili, smo dejansko naredili samo polovico dela. In tisto, da nas ni več strah, kot dostikrat slišim, sem se odločila, zdaj pa čisto drugače, ni me več strah. Ja, ni vas več strah v tem trenutku, ko nimate nekih pritiskov, ko nimate nekih izzivov v življenju. To pomeni, da kompletno, če hočemo delovati, če hočemo res se, ker plejte recimo to, da sem jaz včasih tekel 20 km in sem imel poškodbe,
zdaj pa dejansko s poškodbami nimam nobenih problemov, ne? Ampak ne tečem pa več, čeprav je moj potencial, da dejansko in rad tečem, ne? Potem v bistvu nisem zadevo rešil, ker če bi jaz saniral poškodbe in če bi zadevo pravilno naredil, potem bi bil zdaj sposoben ravno tako teči 20 km. A razumete? To je bilo moje sporočilo za danes. Želim vam en čudovit dan, bodite čudoviti in do naslednjič vas pozdravljam.